Živjo in lepo pozdravljeni v mojem novem videu. Danes imam za vas 8-minutni mini trening in ta trening bo Tabata trening. Imeli bomo na voljo 3 različne vaje. Prvi 2 vaji bomo imeli kot superset. Začeli bomo z aktivacijo trebuha in potem bomo naredili malo počepov. In druga vaja bomo naredili spodnji korak v kombinaciji z obratom in twistom, kjer bomo tudi poskrbeli za naše trebušne mišice. Tabata je stil, pri katerem počivamo 10 sekund, 20 sekund izvajamo vajo in to naredimo 8krat, se pravi po 4 ponovitve, 2 vaji skupaj. Ok, če ste pripravljeni, predlagam, da kar začnemo. Ok, vaja številka 1 je dead bug. Takole bomo ležali na tleh, aktiviraš trebuh, potisneš hrbtenico na tla, roki se upreta ob koleno in potem iztegnemo nogo in roko. Takole. Izdihneš na sredini, vdihneš, ko iztegneš roko in nogo. Pri tem je trebuh ves čas aktiviran. Druga vaja. Bomo naredili samo korak v stran, počep, korak v stran, počep. Pri tem pazi, da je seveda trebuh ponovno aktiviran in iz strani. In izvajaš lepo počasi tako. Pri počepu seveda potisneš boke nazaj in paziš, da ne greš na prste na nogah, takole naprej. Ok, in sklop številka 2 bomo imeli spodnji korak. Lahko imaš roki tudi za vratom, za glavo in potem samo narediš twist, spodnji korak nazaj in twist. Pri twistu seveda stisneš trebušne mišice in narediš rotacijo. In potem na drugo stran. In to izvajamo izmenično. Ok, sedaj pa kar začnimo. Takole pritisnem. 10 sekund imamo za pripravo. Najprej bomo naredili mrtvega hroščka. Roki gor v oporo in gremo. Stisneš. Vdih, izdih. Upam, da imate dovolj prostora, če ne pa takole roke malo diagonalno. In gremo gor na počepe. Imeli bomo samo 10 sekund počitka vmes, tako da kar v akcijo. In dihaš. Trebuh je aktiviran. Ok. In se pripravi. Ta vaja je odlična za aktivacijo notranjih stabilizacijskih mišic. Ok. 6 strani, ramena nazaj, trebuh aktiviran in gremo. In 1. Ok. In seveda takšen trening je odličen za na dopust. Ne potrebujete nobene opreme, samo svoje telo. Lahko trening naredite tudi na plaži. Zakaj pa ne? Poletje bo kmalu tu.
In vaje so primerne seveda za popolne začetnike, tako da ni izgovora. 3, 2, 1, gremo. Dihanje je zelo pomembno. Če ne dihaš pravilno, se ti lahko zvrti. Tako ga kar pogumno. Ok, in imamo še eno rundo, še en krog. Potem pa gremo na drugi 2 vaji. Res pazi, da je roka uprta ob kolenu. Narediš špičko na nogah. Ok, super. In še ena runda počepov. In gremo stran. Če pa imaš seveda utežke, jih pa kar vzami, kar pogumno. Nič bati. 3, 2 in 1. Ok, naredi požirek vode. In predlagam, da gremo kar na izpadne korake. Se pravi tile izpadni koraki bodo sedaj malce težji, ker bomo izvajali samo eno vajo, ampak mislim, da ni nobenega problema. Če imate še vedno težave z ravnotežjem, se seveda držite za steno, za stol, za karkoli. In ja, kar gremo. Roke nazaj. In izvajaš rotacijo in izpadni korak nazaj. Ko dvigneš kolena gor proti komolcu, stisni trebušne mišice. 1. In gremo na drugo stran. 3, 2, 1. Ena noga bo seveda majčkeno bolj izven ravnotežja kot druga. Ampak nič za to. Ok. 3, 2, 1, gremo. Super. Pri ravnotežju pa vedno pomaga, da stisnemo trebušne mišice, gledamo v eno točko, predvsej, sploh tista, ki se ne premika. In tako lažje ohranimo ravnotežje. Ok. Odlično. Glasen izdih je ravno zaradi tega, da aktiviramo trebušne in se nekako povežemo s trebušnimi mišicami.
Se pravi, to je isto, kot da bi vas kdo hotel boksniti v trebuh, jih napnete, a ne? Ok, gremo. In še zadnjič. 2 in 1. In kar gremo. Kar pogumno. En. Odlično. In to je to. Pri nas na Sejšelih že kar dobro pripeka tale sonček in vročina. Tako da ja, tale trening odlično prispeva k mojemu nedeljskemu feelingu in mojemu nedeljskemu dnevu. Tako da če imaš intenzivne treninge skozi ves teden, potem seveda predlagam, da si nedeljo vzamete tako malo bolj na lahkoten način. Pojdite rajši na kakšen sprehod v hribe, naredite kakšno lažjo vadbo, kot je tale. In tudi poskrbite za svojo večjo mobilnost in fleksibilnost. In na moji strani boste našli ogromno teh serij in vadbenih treningov, ki so seveda primerni za začetnike in prav tako primerni za tiste, ki si želite izboljšati svojo zmogljivost telesa, ne samo z intenzivnimi vadbami, ker takšen trening na dolgi rok samo izčrpava telo. Vedeti morate, da recimo v teku tedna imate samo določeno število energetske rezerve in nimate neomejeno število energije. Se pravi, kako bi se temu izrekla, imamo omejeno energijo in se pravi, vsak dan je potrebno trenirati pametno. Predlagam 2 intenzivna treninga na teden, 2 zmerna treninga na teden in 2 popolnoma lahkotna treninga in en dan počitek. Tako tudi jaz razvrstim delovni teden na moji spletni strani, tako da ne pride do izčrpanosti na podlagi treningov, ker je seveda treba upoštevati tudi dnevni stres, kako spite, kako dolgo spite, kako se prehranjujete, kakšen je vaš nivo stresa in seveda v katerem fitness nivoju oziroma na katerem področju trenutno ste. Tako da ja, če vas zanima kaj več, potem vas vabim na svojo spletno stran fitnessbymaja.com, kjer lahko vadite z mano vsak dan po tedenskem urniku ali pa seveda si lahko kupite trening, ki dejansko poteka 4 ali 6 tednov. Ok, super. Bilo mi je veselje. Ne pozabite se naročiti na tale kanal. Lajkite oziroma všečkajte ta video. Lahko tudi kaj komentirate spodaj. Bom zelo vesela vaših komentarjev in seveda delite tale video, če mislite, da bo pomagal nekomu, ki ga poznate. Najlepša hvala in se vidimo naslednjič. Čau.